Črt, lep pozdrav ob kavi. Torej, najprej par besed o tebi, potem pa greva kar na tematiko, da smo praktični. Okay? Ja, lep pozdrav tudi tebi z moje strani. Torej, z mano Črto Miremec, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Sklad je pod tvojim vodenjem napovedal in delno začel izvajati največji val gradnje javnih najemnih stanovanj v samostojni Sloveniji. Država je sredstva potrdila, tako da imam nekaj vprašanj na to temo. Drugače pa ste v zadnjih 10 letih realizirali kar nekaj stvari. Prek javne sheme je vključenih več kot 5000 novih javnih najemnih stanovanj. Sklad je v enem letu zaključil 513 stanovanjskih enot z investicijo več kot 56 milijonov evrov in skupno število stanovanj, ki jih sklad upravlja ali financira, okrog 10 000 evrov. In tukaj prvo vprašanje, vodenje sklada si prevzel leta 2015 in zdaj smo 10 let kasneje. Kako se tvoj pogled na javno stanovanjsko politiko razlikuje danes v primerjavi z 2015? Ja, to je zanimivo vprašanje. Dejansko sem preživel 4 vlade in seveda vsaka je prispevala nekaj dobrega, nekaj slabega. Za vsem tem sem se pa tudi jaz na nek način prišel do izkušenj in na nek način oblikoval en svoj pristop k reševanju javno najemne stanovanjske problematike, ki je mogoče ni tako direktno odvisen od politike. Zaradi tega smo tudi, si upam reči, bili tako uspešni, da smo 5000 dodatnih javno najemnih stanovanj zagotovili v tem času. Čeprav je bil skupen cilj nacionalnega stanovanjskega programa 10 000, ampak kljub vsemu, glede na to, da v tem času ni bilo zagotovljeno sistemsko financiranje in ni bila sprejeta tista ključna stanovanjska zakonodaja, ki bi izboljšala situacijo pri zagotavljanju javno najemnih stanovanj, se je to zgodilo šele tik pred zdajci, pred zaključkom nacionalnega stanovanjskega programa v letošnjem letu. Na ta način sem jaz ustvaril nek modus operandi, ki je kljub vsem robnim pogojem, ki so dobri in slabi, nekako uspel izvajati nacionalni stanovanjski program v čim večji meri. In zdaj smo pripravljeni za nov največji val, za katerega seveda je spet treba povedati, da to ni od včeraj, to je nekaj let priprav, temeljitega dela, da so projekti, nekateri se že gradijo, nekateri so tik pred gradnjo, nekateri so pa v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj. Kdor je enkrat dal skozi ta proces, si vemo, da proces od začetka do konca nekje v povprečju traja 5 do 7 let. Mu je jasno, da to ne more biti samo ena vlada za to zaslužna, niti ne more ena vlada tega rešiti, lahko pa seveda prispeva nekaj k temu. In jaz si upam reči, da je vsaka od teh 4 je nekaj prispevala. Kar se tiče financiranja, moram reči, da je bila zadnja daleč najbolj uspešna. Seveda bo treba pa vse to, kar je bilo na nek način zdaj zakonsko pripravljeno, tudi v nadaljevanju izpeljati in te obljube iz proračuna tudi izpolniti. Kar seveda ne bo enostavno ob tem, da vemo, da se situacija z vidika oboroževanja in vseh ostalih zadev v bistvu se spreminja in verjetno bodo tudi prioritete katerekoli bodoče vlade lahko tudi drugačni. Kaj to pomeni, obstaja možnost, da teh 100 milijonov na koncu morda ne bo 100 milijonov? Ja, to je definitivno zdaj v zakonu predvideno. 100 milijonov iz proračuna, to ni čisto običajno sistemsko financiranje. V tujini se sistemsko financiranje smatra bodisi, da je to prispevek od plač, kar se primer Avstrije, oziroma je iz davka na nepremičnine, recimo Nizozemska. Tam se to je na nek način dolgoročno bolj vzdržno. Direktno iz proračuna je seveda možno, ampak zato mora aktualna vlada seveda, to mora biti v njeni prioriteti. Sicer ta denar lahko tudi v kateremkoli proračunu v prihodnosti tudi izpade. Ko so se pred snemanjem večkrat pogovarjala, si omenil tudi privatne investitorje. Kako se bo, ali se bo vključevalo privatne investitorje in v kakšni obliki so to javno-zasebna partnerstva? Kako to poteka?
Ja, če gledamo, recimo, da je v zadnjih letih se je nekako z vidika gradnje stanovanj oziroma stanovanjskih hiš smo prišli na nekako okoli 5000 enot letno, od tega vemo, da je recimo, če je 1000 javnih, je 4000 privatnih, ne. Se pravi, razmerje med privatnim in javnim je sorazmerno nekako 1:5, kar 20%, kar je na neki način, bi rekel, čisto okej, ne. Zdaj recimo, če se bo podvojilo javno, jaz dvomim, da se bo zasebno tako bistveno spremenilo, potem bo to razmerje nekoliko bolj v korist javnega, ne. Mi imamo z vidika javnih investicij že tako ali tako sorazmerno visok delež, zaradi cest, železnic in vse ostale infrastrukture, ogromno investicij v bi rekel, ministrstva, ki jih imajo v stavbe, se pravi zdravstvo, šolstvo, kultura, znanost. Dejansko smo čez 50% javnih investicij, kar je, bi rekel, neobičajno visok delež, ne. To postavlja pod vprašanje, ali na gradbeništvu sploh obstaja trg, ne. Bolj bi lahko govorili o planskem gospodarstvu kot o samem trgu, ne. In ali so gradbene firme dejansko na trgu, če delujejo samo v Sloveniji. Tiste, ki so tudi v tujini, vsaj približno na neki način se tržno prilagajajo, ne. Sicer vse ostale čakajo, kaj bo naredila država, kar za moje pojme ni sprejemljivo, ne. Dejansko bi morali tule, seveda se pol pričakuje, da bo država zagotovila, to zlato investicijsko pravilo, da bo enostavno vedno glih prav investicij, to, kakor pač gradbene firme potrebujejo, kar pa na neki način ni, po moje, rekel, ni vzpodbudno z vidika tržne organiziranosti, razvoja in tudi, rekel, uvajanje novih tehnologij in tako naprej, ne. To ne stimulira, ne. Se pravi, morali bomo ta razmerje spremeniti v korist privatnih investicij, morali bomo na neki način tudi gradbene firme bojo morale biti na tujih trgih konkurenčne, zelo aktivne, ne, in na neki način tudi konkurenčne. Tako da bomo dolgoročno spravili vse stvari bolj na tržno osnovo. Sicer se bojim, da bo zadeva postala preveč odvisna od proračuna, kar pa vemo, da na dolgi rok ni vzdržno. Torej, če prav razumem, ta vstop javnega lahko plaši tuji kapital, kar pomeni, da bo lahko dolgoročno privatnih investicij manj. Ja, definitivno, ne, prevelik javni del, ne, in pa seveda nekako si tujci si ne upajo, ne, bi rekel, zaradi specifike, ne, te naše javnega naročanja in sploh postopkov, ne, ki so sorazmerno komplicirani, pa projekti so sorazmerno majhni, ne. Vemo, da tuji večji investitorji in pa izvajalci, ne, se predvsem lotevajo večjih projektov, ne. Ker je ta vstop v neko državo, ne, je ta prag pri njih je, ne, pri večjih gradbenikih je vsaj milijarda, ne, nad milijardo ali celo nekaj milijard, ker ne za projekti par 100 milijonov, tako da razen recimo Strabaga, ki je spet ponovno se precej močno vrnil nazaj, ne, nimamo glih tujih gradbenih firm tukaj. Prej je zelo zbodel podatek, ki je sicer za nas normalen, pa v bistvu ni. 5 do 7 let je za gradbeno dovoljenje. Ja. Ne, za celoten postopek. Pa za celoten postopek. Od nakupa zemljišča, pridobitve gradbenega dovoljenja, same gradnje in pol tudi na neki način vselitve in pa do postavitve uporabljanja. Ja, to je sorazmerno 5 do 7 let je običajno. Mi recimo bomo zdajle trenutno en projekt imamo v Celju, kjer smo praktično pred dobre pol leta kupili zemljišče, pa bomo verjetno pridobili gradbeno dovoljenje do konca leta in bomo recimo v roku pol leta in pol, ne, zgradili 4 bloke, 130 stanovanj. Recimo to bo en tak sorazmerno res kratek cikel, ne. Sicer so ti cikli dejansko tam med 5 in 7 let, ne. A pa vidiš, da predstavljajo te zakonodajni okviri pa regulacija tega trga in s tem daljši postopki resno oviro, zato da mi rešujemo stanovanjski problem ali ne? Jaz bi si upal reči, da je ključen problem je to, kar se dogaja v praksi, in če pogledamo recimo ravno na stanovanjskem področju privatne projekte, ne, ki so trenutno nekje na vidiku v glavnem mestu, kjer najbolj primanjkuje stanovanj, praktično kar nekaj teh projektov stoji zaradi pritožb sosedov, ne, oziroma raznih
civilnih iniciativ, okoljevarstvenih organizacij. Vemo, da projekt v Dravljah Brusnica 2 leti čaka, ne, zdaj zaradi tega so imeli že pridobljeno gradbeno dovoljenje, pa je upravni spor in kar nekaj podobnih primerov je. Mislim, da tudi v Rožni dolini, pa v glavnem v osnovi ne vidim jaz problema v teh naših postopkih, ampak ravno to pritoževanje brez, kako bi rekel, vsakdo se lahko pritoži, brez posledic. Se pravi, To je del postopka pravzaprav, tak postopek je predviden. ja, preveč možnosti je, da se brez argumentov, ne vem, zato da ne vidijo več, ne vem, sončnega zahoda, pogled na Dolomite, ne more biti, da ena soseska se ne bi zgradila. Nam se lahko zgodi tudi v Podutiku, da bo nekdo se spomnil, da ne vem, kaj ga moti. Nihče ne želi imeti soseda, nihče je najlepše soseden zelen travnik, to je slovenska. In jaz moram reči tudi v občinah, več županov, se upam reči, da so dobili volitve zato, ker so opustili stanovanjske projekte, kot da bi jih obljubljali. Zaenkrat govorim. Zdaj ta stanovanjska politika je postala moderna preko državne politike, ker se zdaj nekako malo bolj izpostavlja, lokalno še zdaleč od tega, da bi se na lokalnih volitvah sploh govorilo o stanovanjski problematiki. In dejansko so ponavadi župani tisti, ki so kaj opustili, ki so postopek gradnje javnih najemnih stanovanj ustavili, so dobili volitve, ali pa so kakšen, v Kopru so znižali stolpnico za 4 etaže. Samo zato, da so lahko speljali. Da so zadovoljili določene sosede in tako naprej, in se izognili neke javnemu, kako bi rekel, javnim pritiskom. Tako da na splošno je odpor v Sloveniji do tega, da bi se karkoli zgradili, sorazmerno velik in to precej onemogoča. Sama zakonodaja, v principu, jaz ne vidim toliko problemov. V enem izmed intervjujev si rekel, da v socializmu je bila stanovanje splošna družbena pravica, medtem ko v današnjem kapitalizmu pa je stanovanje državna pomoč. V tem kontekstu, kako vidiš vlogo države pri regulaciji? Mislim, da mislim, da je ustavna pravica do stanovanja, to ni čisto direktno, iz tega ven. Naloga države je, da pomaga, ne pa da kar zagotavlja. To pomeni, na različne načine lahko pomaga. In tukaj je treba razmisliti, ali je ta se pravi, javna najemna stanovanja za nizko najemnino, ali je to prava pot. Jaz moram reči, da še vedno zagovarjam stroškovno najemnino, ki omogoča seveda izgradnjo na osnovi konkretnih realnih financ in pa seveda tudi kreditov, in banke tudi ne morejo posojati, če ti nisi sposoben vrniti. To se pravi, v osnovi mora biti najemnina stroškovna, subvencije mora biti pa stvar pol sociale. In jaz še vedno zagovarjam, da če so najemnine niže, kot je strošek gradnje, zadeva dolgoročno ni vzdržna. In je treba, to je bila tudi osnovna ideja nacionalnega stanovanjskega programa 15 do 25. Trenutno je pač mnenje, da je treba zagotoviti dostopno najemnino. To na nek način tudi vidim sosede Hrvatije, to priuštiv najem in tako naprej, pa Evropa zdaj precej zelo govori o tem, kar na splošno, ampak spet se bojim, da je to premalo premišljeno. Ta zgodba, ta ideja, da vse temelji na stroških, če ne plačaš, ne moreš kupiti. In potem v končni fazi subvencije za tiste, ki jih res potrebujejo, ki dokažejo, in to letno dokažejo, da imajo dejansko, nimajo ne premoženjskih, ne dohodkovnih teh primernih prihodkov, ki bi jim omogočali, da sami sebi plačajo stanovanje, da se tem pač pomaga, ampak ne spet kar v nedogled, da se jim pomaga v nekem obdobju, v katerem morajo sami si v bistvu postati sposobni, da na trgu to financirajo. To je zgodba z marsikatere
evropske države, ne, ki seveda pomaga, ampak ne brezpogojno, moraš imeti nek program, ne, se pravi, ali šolanja, ali varčevanja, ali česarkoli, da v nadaljevanju ta oseba, družina, ne, bi morala biti sama sposobna sebe preživljati, ne, in tudi zagotoviti stanovanje. Seveda mora biti temu primerno tudi plače, ne, cel sistem, ne, davčno okolje mora biti stimulativno. Pri nas je popolnoma destimulativno, ne, ker zdaj mi imamo davek na stanovanje, prometni davek je 9,5, za ne glede, koliko stanovanja kupiš. To pomeni, da gre ta razlika 22 do 9,5 izključno investitorju, ne, prodajalcu. On to izkoristi, ker je za vse enako, to se ne pozna kupcu, ne. To se kupcu sploh ne pozna, ker pač je cena toliko višja. Medtem ko davek na najemnino je pa 25%, ker popolnoma destimulira lastnika, da oddaja stanovanje, ker je pač davek visok, poleg tega je riziko z najemnikom, neplačevanja, da ti pač tudi uniči notranjost stanovanja. Tako da treba je spremeniti, ne. Ključno je za dolgoročno, ne, neko, mislim, jaz ne maram res stanovanjska politika, stanovanjsko gospodarstvo, je zemljiška politika, ne, ki mora zagotavljati dovolj zemljišč za gradnjo tako privatnih kot javnih stanovanj. To je naloga občin, to zagotovijo, to po že obstoječem zakonu o urejanju prostora bi morale, samo se to ne kontrolira in ne sankcionira, ne. Torej, to je njihova naloga, to je njihova naloga, ki izhaja iz zakona. Potem je pa stimulativno davčno okolje, ne, to pomeni neki davki, ki bi pač na nek način spodbujali, ne, da se pač vlaga v stanovanja, da se ta stanovanja, da grejo v najem, ne, da se ta stvar da se obrača in da imajo vsi, ne, tako investitorji kot uporabniki na nek način so v tem procesu. Tako da tukaj imamo še ogromno manevrskega prostora. Hrvatje so nas prehiteli z zakonodajo, vlagajo 6 zakonov od urejanja prostora, gradnje do teh dostopnih stanovanj. In tudi javni najem bojo rešili s tem, da bojo dejansko od te ogromno praznih stanovanj, ne, so rekli, če 1% potegnemo ven, smo že veliko naredili in bo pač država financirala tisto razliko najemnine, ne, do tržne, ne. Mi smo naredili neko javno najemno službo, kjer smo dali eno zelo nizko najemnino, ki jo ponujamo, pa enostavno se ni prijel. Praktično smo 10 stanovanj dobili, ne, v najem in mi damo pol v podnajem. Zadeva je bila v osnovi zgrešena. Mi smo po luksemburškem modelu smo predlagali, da bi ga sem prenesli, na koncu je ta pač birokratska struktura, ministrstvo in pa medresorsko usklajevanje in na koncu je ratal spaček, ne, ki ni zaživel, ne. Kako pa komentiraš določene pozive, da bi država mogla imeti bolj odločno vlogo pri reguliranju trga, na primer reguliranju cen najemnih stanovanj ali pa strožjim nadzorom trga? Se ti zdi to smiselno? Jaz mislim, da mora država, če bi država vse ostalo prej, ne, postorila, v končni fazi se lahko bi pogovarjali tudi o tem, ne, ampak dokler država ne zagotovi stimulativnega davčnega okolja za, ne, da bi se stanovanja, da bi ta trg zaživel, ne. Jaz mislim, da je to, rekel, popolnoma neprimerno, da bi pa vstopala v regulacijo najemnin, ne. Pa tudi to se je izkazalo, ne, tudi v tujini, da to enostavno ni, da ne zdrži, no. Ustavno to ne zdrži. Seveda se lahko določene, ne, da se omeji letna rast ali karkoli, ali pa da se zadeva poskuša rahlo zadrževati, ne, da niso ekstremni skoki in tako naprej. Ja, sicer pa je to zelo težko, no. Tako da bo pa Evropa pri Airbnb-ju, ne, izgleda na mene, mislim, mi se tukaj kregamo, pa to nekaj, kaj bomo sprejeli, kakšen zakon, verjetno ga sploh ne bomo, ne, ker se je že toliko tole obrnilo, ampak bo Evropa sprejela, ne, zakon, generalni zakon glede Airbnb-ja, ne. Ali je Airbnb recimo v Ljubljani ali pa v mestih, ki so bolj obremenjena, dejansko imel tako vpliv na ceno? Zaradi zasedenosti? Mislim, v turističnih krajih in v glavnih mestih definitivno ima, ne. Španci so šli še dalj, ne, oni so dejansko to čist, ne vem koliko, 50,000 stanovanj iz Airbnb-ja, pa celo več, no, ne vem, želijo spraviti nazaj mislim, status je treba spremeniti, ne more
glih vsako stanovanje biti, mislim, ja, ali pa če imaš pa pol neko hotelsko dejavnost, v redu, imaš pač hotel, ne pa da izkoriščaš stanovanja, ne, in pol to, ker Airbnb je bil v osnovi namenjen, da ti v času, ko greš na dopust, ne, vdaš stanovanje, ne, za mesec, dva, ne pa da je to biznis, ne, biznis, ne, s tem, ne, kar je postalo, ne, tako da tle bo sigurno Evropa bo 100% na nek način posegala. Mislim, da bo lažje pol, no, da bi se tlele pri nas barantali, ne, kaj bi, pa ne bi, ne. Tako da po moje Airbnb je čisto realno, tako kot imajo tudi, ne vem, Berlin, pa to 2 meseca na let imaš lahko in tudi dneva ne več, ne. Podobno kot imamo sobodajalstvo pri nas, samo bolj ozko, ne, manj dni. Sobodajalstvo. Ja, pa se to v bistvu itak, pol preko sobodajalstva to itak špekulirajo tudi najem, ne, ker oddajajo samo eno sobo v stanovanju, ne. To je sprevrženo, ne. V bistvu daje stanovanje pod krinko ene sobe, ne. Pa se to ne regulira in ne sankcionira. Ideja, o kateri sem bral, pa je bila meni osebno logična, imamo na eni strani stanovanja, ki so prazna, pa imamo na drugi strani visoko obremenjene najemnine. Ja. Da bi ravno te dve spremembi ali pa pritiska lahko naredili konkretno spremembo. Eno je obremenitev tistih, ki imajo prazna stanovanja, in na drugi strani razbremenitev davka na oddajo. Kako ti to vidiš? No, jaz načeloma sem proti temu, da se kaznuje, ne, da ima prazno stanovanje, pač to je pravica lastnika, ne. Da pa pač je davek mora biti stimulativen, ne, sigurno bi bilo več stanovanj oddanih, če bi ta davek na najemnine nižji, ne, če je bil prej 15, pa so ga zdaj dvignili 25, ne, to je pač žal, to je rezultat radirke 8. marec, ne. Vse najemnine v državi smo dvignili za 10%, ne. To ni bilo, res to je bila zelo, ena negativna poteza, ki se žal ni. Jaz sem bil prepričan, no, da bo to se rešilo, ne, da bojo dejansko dali na 10%, ne. To bi bilo edino smotrno, ker potem bi bilo pač mnogo več prijavljenih teh najemov, več bi jih oddajali in bi na nek način prihodek bil sigurno vsaj enak ali pa če ne celo večji v proračun, ne, od davka na najemnine. Zdaj se pa išče vse mogoče obvode, preko firm, čez Hrvaško, to se mi zdi nesmiselno. Tako da to jaz pričakujem, da bo res slej ko prej, kdorkoli bo, ne, v naslednji vladi bo to takoj naredil. To je ena od stvari, ki bi bistveno, ne, takoj, ne, imela učinek. Davek na nepremičnine, tako ga moramo uvesti, ker OECD nam je dal, mi smo se zavezali, ne, tudi na Brdu, ki je bila predstavitev tega pregleda OECD, je bilo jasno tudi obljubljeno, da bomo to upoštevali, ne. Pa nismo, ne. Davek na nepremičnine je tudi kondicija sine qua non, to je pač osebna, mislim, higiena, to sploh ne bi smelo biti vprašanje, ne. Tako da pa ne, jaz to moram reči, da nisem niti, čeprav Hrvatje so elegantno speljali, ne, oni imajo če imaš pa stanovanje, ne, pač mislim, na vsa stanovanja generalno so dali davka, ne, in potem samo, če noter živiš, ne, da imaš stalno prebivališče ali dolgoročno pogodbo za oddajanje, potem davka ne plačaš, ne. In je sam, gre iz tega, oni zdaj ne iščejo, ne, če kdo, ne, hoče biti oproščen davka, mora sam poskrbeti, ne, da dokaže to, ne. To je bistveno, ne, to smo tudi pri nas predlagali, pa žal ni bilo pri nas to sprejeto, ne. To sem jaz pred 2 leti že našim predlagal. Ja. Hrvatje so nas poslušali, ne, ker to smo tudi Hrvatom razložili, oni so vse te stvari, ki jih mi nismo, oni imajo tudi davek, ne, na prometni davek je 22%, za eno stanovanje, za prvo stanovanje si oproščen, polovica ti država vrne, ne, in to pri njih zdaj funkcionira. Mislim, oni so, kar se tiče zakonodaje, pa teh ukrepov so bili mnogo bolj učinkoviti kot pri nas. Res pa je, da nimajo pa tako uspešne gradnje, ne, recimo oni se ne morejo pohvaliti njihov APN, ki je recimo podoben našemu stanovanjskemu skladu, ne. Državnemu je mogoče, če smo mi 5 tisoč stanovanj zagotovili, so jih oni par sto, ne. Zdaj pa?
Ja, so pač malo, taka tipična, malo že organizacija, ki ni imela. No, zdaj ta zadnji aktualni minister Bačič je, Oreng, je pa res, da ima to srečo, da ima v resorju vse, ne. Od prostora, gradnje in pa stanovanj, ne. In on je zdaj, to, kar imamo mi zdaj na 3 ali 4 ministrstvih, ima on na enem, ne, in je lahko takoj ukrepov, ne. In zadeve so usklajene. Strokovne službe na ministrstvih so dobile pač ministra, ki ve, kaj hoče, in so zelo hitro te stvari poštimali. Jaz sem zdaj bil na Arhibau v Zagrebu, ne, njihov gost, in smo tudi na okrogli mizi te stvari, smo na nek način predebatirali. Dejansko so glede zakonodaje so oni daleč pred nami, kar se tiče pa same, operativne izgradnje, ne, javnih stanovanj, nas pa kar leta so za nami. Ampak bojo pa, če jim bo uspelo to, ne, da bojo s tem, da bojo prazna stanovanja uspeli nekako stimulirati, ne, ker država bo plačala razliko med tržno in pa to njihovo dostopno najemnino, ne, ki so jo izvedli. S tem bojo dejansko, mislim, da imajo bistveno boljše možnosti, no, s takim zakonom kot pri nas. Ker pri nas dejansko mi smo ponudili prenizko najemnino, ne, in enostavno ni bilo interesa. Poleg tega imamo pa pri nas primere tudi, ko se lokalno, ne, mestni sklad Ajdovščina je zdaj nekako dal razpis za pridobitev takih praznih hiš, stanovanj, ne, in baje, da imajo vloge, tam bo pa na lokalni ravni bojo to razliko doplačevali. Oziroma tako bojo naredili, da bojo za 10 let sklenili pogodbo s privatnim lastnikom, recimo, da ima v slabem stanju stanovanja ali hišo, in bojo prvih 5 let to najemnino vlagali v obnovo, ne, se pravi, obnovili in si odplačali to obnovo, ne, občina iz najemnine, ne, najprej, potem bo pa lastnik začel dobivati najemnino, ne. S tem bo obnovljena nepremičnina, ne, in to bolj je težko na lokacijah večje mesta ali pa turistični kraji to ne funkcionira, ampak v teh, v ruralnem okolju, ne, kjer je veliko zapuščenih stanovanj, hiš, ne, očitno bo to. Tako da imajo ponudbo. V Ajdovščini imajo ponudbo in je primer brez zakona, ne, je odziv. In je odziv, ne, in očitno bo to neuspešno. Hrvatje imajo pa zakon, ne. Ampak obstajajo neki sistemski problemi, da mi ne moremo, mi vidimo, ne, vsi gledajo tujino, pa gledajo, tako se imenuje luksemburški primer, pa imamo dunajski primer, ki ga ti kdaj omenjaš. Dunajski je v Sloveniji ne moremo določenih stvari enostavno skopirati ali pa inkorporirati. Mislim, dunajski primer je, to je tako, no, Avstrija, eno je Avstrija, ne, oni imajo 1% davka od plače, ne, vsake 0,5% da delodajalec, 0,5% da zaposleni, in ta denar gre na zveznem nivoju. In se tudi Dunaj dobi iz tega pač en del, ne. Ampak mesto Dunaj to podvoji, ne. Par 100 milijonov da vsak let mesto Dunaj, to je mašinerija. Poleg tega imajo ta fond stanovanj, 200 000, ki jih imajo, se je večina tega fonda zgradil po prvi in pa drugi svetovni vojni. Oni imajo zelo star fond. Te nova naselja, ki so recimo Zeštad ali pa stara železniška postaja, tule pa oni delajo s privatnimi investitorji, ne, ali pa privatnimi skladi, ne. Oni, mesto Dunaj, ne, ima ogromno zalogo zemljišč in recimo da zemljišče po 10% vrednosti, ne, investitorju. Pod pogojem, da bo en del teh stanovanj, ne vem, 20-30% po dostopnih najemninah za neko obdobje. Potem pa je možnost odkupa teh stanovanj, oziroma različne koncepte, predvsem pa delajo predvsej z privatnimi, ne. To pri nas bi morali, samo tega nihče ne omenja, ne. Vsi omenjajo tisti Dunaj po 6,5 evra, ne, tisti, ki je stara mašina, ki pač še vedno dela, ampak tudi Dunaj dejansko se poslužuje kombinacije, se pravi sodelovanja z privatnimi investitorji, s privatnimi skladi, in iz tega, in mesto Dunaj seveda, ker ima fond zemljišč, ne, s tem fondom na nek način doseže, da je en del stanovanj, 1/3 recimo, ne, dostopnih, ne. V tem je bistvo, ne. Ampak mesto Dunaj, ne, mesto Dunaj je dovolj bogato, da si to lahko privošči, pa še kredite ugodne daje. Mesto Dunaj, spet ne država, ampak mesto Dunaj, ne.
Torej, nekako simultanka, več vplivov za eno rešitev. V bistvu napačno predstavljamo ta avstrijski model, ki je pač, bistvo avstrijskega modela je 1% od plače. Tega pri nas verjetno ne bo, ker zdaj imamo že na dolgotrajno oskrbo, pa tudi plače verjetno ne bo. Imamo pa nepremičninski davek, ki ostaja, mislim, da to je rešitev v nepremičninskem, in financiranje iz nepremičninskega davka, predvsem zagotavljanje zemljišč, komunalne opremljenosti, pa seveda, če bi ti privatnim investitorjem dal zemljišča, ugodno, pač pod določenimi pogoji, da mora en del teh stanovanj biti dostopen ali za najem ali za nakup, bi stvar začela se bistveno boljš razvijati, sem prepričan. Zdaj, najemnine neprofitne se bojo postopoma dvigovale. A je ta dvig niti inflacije ne pokriva. Torej, mislim, da bomo kmalu tam, ko smo bili 30% pod, in to sem skoraj prepričan, da to ne bo. Ta dvig je nepomemben. Ta dvig komaj inflacijo pokriva. Ampak ta dvig je pa nujen verjetno za vzdržnost javnostanovanjskega fonda. Ja. Za ohranjanje obstoječega, da sploh lahko tekoče in pa emisijsko ga vzdržuješ. Ker ta fond je sploh tisti, ki je starejši, in zahteva bistveno večje vlaganje. Podatek imam, da se sklad ukvarja s sanacijo napak na približno 1281 stanovanjih, predvideni stroški sanacije okrog 20 milijonov evrov. Sodni zahtevki in tako naprej. Ja, to so odprava napak po sodbah. To so zgodbe, napake preteklih vodstv, ki so se za te stvari odločali. Ideja je bila zagotoviti poceni stanovanja in na nek način trg prisiliti. To je bilo takrat, ko so prihajali ven krediti iz nacionalne varčevalne sheme, je prvi direktor sklada pač imel idejo, kot ekonomist, kako bo sesul trg, in bo na nek način poceni stanovanja. Žal, ta stanovanja niso bila poceni, ampak tudi manj kvalitetna. Kar je logično, ker ne moš ti, ker so bili slabši materiali, manj je bilo, manj pozornosti je bilo namenjeno ob sami gradnji, hitra gradnja, cenejši materiali, in z solidnostjo so potem te stvari postale problematične, zaradi časom. Res pa je, da je tudi posledica da je veliko teh napak posledica slabega vzdrževanja, to je na strani upravnikov, ker se skozi govarja, se to itak je v tožbi, sklad je kriv, je vse narobe, in niso redno in pa emisijsko vzdrževali, in so se napake seveda še bistveno multiplicirale. Tako da je stanje zdaj slabo in je res strošek, ki ga treba vložiti v to ogromen. Je pa jasno, 20 let stara soseska, vsak ve, da tam, ki so lastniki, ki so na trgu kupili, morajo vsi vlagati. Praktično vsaka terasa, ki je s keramiko narejena, po 10 letih crkne, in je treba to obnoviti. Tam morajo sami plačati, tle imajo pa sponzorja. Žal, kupili so za polovično ceno in še sponzorja imajo za long life, kar je po moje ne. Ampak to je rezultat tudi napak sklada, tudi napak vodstva sklada in sodnih postopkov. Sklad bi se lahko v prodaji teh stanovanj, to ni bila tipična prodaja na trgu, to je bilo preko razpisov za socialne kategorije, bi se mogel zaščititi. Najmanj, ker je to, da če kdo ni zadovoljen s tistim, naj prinese nazaj, pa dobi denar. To je minimum, kar bi moralo biti. Ne pa, da so ljudje to prevzeli, potem pa tožijo, da so takrat jim obljubljali z nekimi prodajnimi skicami, da bo leseni ročaji, pa ne vem kaj vse, pa da bo gor pa dol, pa da bo 500 dreves na Mesarski, pa da bo v Dragomlju fontana, pa take stvari. Tako da to so res neverjetne stvari, sploh si ne moreš predstavljati. In sploh ne obstajajo, jaz še nisem uspel priti do teh prodajnih skic, na osnovi katerih so sodbe in tako naprej nastale. Kako so nastale, kje, o tem bi lahko se vsi sprašvali, ampak dejansko je moja naloga, da te neumnosti zdaj odpravljam. In strošek je ogromen. Ja, se predstavljam, da ni enostavno. Kako pa bo sklad recimo zagotovil, če gledamo 25-35, ravno to, kakšni bojo cilji
25-35, a je glavni cilj število stanovanj ali, kot sva zdaj govorila, kako se meri kakovost in vse ostalo. Verjetno morate vi hoditi po neki brvi v tem ravnotežju pritiska po številu stanovanj, ampak hkrati pa ter zahteva kakovost. Kako je to sploh možno zagotoviti? Ja, tukaj si dejansko treba vprašati, ne. Mislim, ja, seveda, eno je potreba, vemo, da bi jih rabili, ne vem, 10.000. Drugo vprašanje je, kam gre naša demografska, ne, slika, koliko bomo dejansko potrebovali stanovanj, pa predvsem, kako bi ta prazna stanovanja najprej napolnili, ne. In jaz mislim, da mora biti to mnogo bolj kompleksno, ne. Samo te famozne številke, ne, jih napovedovati, je za moje pojme rahlo problematično, ker vemo, da je financiranje, ne, treba pol še zagotoviti, pa ne samo to, tudi kapacitete izvajalcev, ne, so omejene, ne, in se ne bojo kar dvigali, ne. Tako da zdaj recimo povprečen slovenski gradbenik lahko prevzame gradnjo 100 stanovanj, ne. In potem si lahko predstavljaš, kako je težko govoriti o teh 10.000, ne. Jaz vem, koliko je težko bilo to, kar smo mi do zdaj naredili, ne, in koliko smo se namatrali. Tudi z mislim, z vsemi, s projektanti, nadzorniki, gradbeniki, da smo sploh prišli do teh, da so te projekti, jaz bi si upal reči, kar dovolj kakovostno zgrajeni, mislim, bolj kakovostno kot tisti, ki so na trgu, ne. Samo žal tega, ne, se ne ceni, ne. Na trgu tisti, ki kupijo, se raje štihne, da morajo vse to že sami popravljati, ne. Se noben javno ne izpostavlja, ker bi jim cena padla stanovanj, ne. Ja, seveda, ščitijo lastno vrednost. Lastno vrednost, ne. Zdaj, ko se pogovarjava, ugotavljava, da je večplasten problem, en del je trg, en del je država in tako naprej. A je morda del rešitev tudi posameznik sam, v smislu, kako se nekdo odloča, a bo živel v mestu, a bo živel izven mesta? A je morda rešitev problema tudi v ljudeh samih? Ne, da je rešitev. Jaz mislim, da je osnova, ne, je, da mora vsak sam, ne, na nek način poskrbeti za sebe. Prvič se mora vzpostaviti neke pogoje življenja, družine in tako naprej, ne. Po drugi strani mora nase prevzeti tudi en del odgovornosti in pa tudi, rekel, to razmišljanje, ne, da ne more država vse zagotoviti, ne, to jaz se s tem ne strinjam, ne. To je popolnoma napačno in nevzgojno in neperspektivno. Država mora pomagati, ne, in seveda ti lahko pomagaš nekomu, ne, ki sam s sabo, ne, ve, kaj hoče, ne, se pravi, najprej se mora na nek način odločiti, kako bo poslovno deloval, ne, kako bo družinska, kakšno družino bo imel, ne. In jasno, država lahko da prioritete, ne. Tudi to je to, kar prednostna razvojna območja za stanovanjsko oskrbo bi morala slediti nekim tudi dolgoročnim razvojnim konceptom države. Ali imamo policentrični razvoj, ali ga centraliziramo v glavno mesto, ne, ali bomo imeli, ne, samo eno hrbtenico, pa bomo šli Maribor, ne, Celje, Ljubljana, Koper, ne, dol v to smer. Vemo pa, da imamo veliko industrije v Novem mestu, pa v Idriji, ne, da je ogromno, ne, tega potenciala industrijskega, ki ga je treba tudi pokriti, ne. In tudi jaz vedno, ko mi se odločamo za gradnjo stanovanj, upoštevamo obstoječ prostor, prednostna razvojna območja za stanovanjsko oskrbo, ki se bo zdaj revidiral, ne, kar je, hvala bogu, ne, to je že kar star, že kar nekaj let, ne, in situacija se spreminja. Upoštevamo prostor in pa seveda vedno tudi na nek način, ne, nek razvojni potencial tega okolja, ne. Recimo v Lendavo smo šli graditi zato, ker smo vedeli, da bo tam, da bo farmacevtska industrija pač investirala, ne. V Kočevje smo šli, ne, ker smo vedeli, da je tam tale industrija teh robotov, ne. Novo mesto, ne, isto, ne. Vemo, da je tam velik industrijski potencial, ki se razvija, ne, ki ima še nove in nove cilje. Moram reči, do Idrije konkretno še nismo prišli, ne, pa bi morali, ne. Tako da samo glavno mesto, itak ima Ljubljana še svoj stanovanjski sklad, ki je zdaj končno začel tudi malo bolj intenzivno delati, ne.
preteklosti smo imeli mi, kljub vsemu, da smo bili po celi Sloveniji, smo še v Ljubljani 2-krat več naredili, kot recimo lokalni mestni sklad. Zdaj oni so nas krepko, zdaj nas prehitevajo trenutno, imajo 350 stanovanj v gradnji, pa še v kratkem bo začel 350, kar je pravilno. Oni morajo biti nosilci v glavnem mestu. Ne mi republiški. Pričakujejo pa oni pomoč pri financiranju, mi smo jih v preteklosti kreditirali, zdaj naj bi to prišlo na SIB banko, da bo SIB banka dajala ugodne kredite za financiranje. In to je prav, to je vedno, jaz pravim, tako kot vsak zase mora biti odgovoren, tako mora tudi lokalna skupnost odgovorna zase. Zato jaz ne razumem tega, da kako si predstavljajo volivci, če podprejo gradnjo, krožišč pa tam nekih parkov, hkrati pa pričakujejo stanovanja v neki lokalni skupnosti. To je pa dejstvo, da problem, zakaj župani se na nek način ne temeljijo njihovi programi na stanovanjih, ravno to, ko sem prej omenil, 5 do 7 let. To presega en mandat, političen. In to je problem. Tako kot infrastruktura, ceste, železnice, zato imamo tudi te državne agencije, sklade, ki na nek način to potegnejo čez nek mandat, aktualne vlade ali pa župana. Ja, in potem je političen interes lahko navzkrižju z nekim ciljem. Ja. Ja. Je pa dejstvo, da so pogled leve pa desne, politične, je drugačen. Medtem ko leva smatra, da je to mora država za vse približno poskrbeti stanovanja, desna smatra, da mora država vsem omogočiti, da kupijo stanovanje. Eno in drugo je legitimno, v končni fazi, verjetno pa nekje vmes je pa prava neka kombinacija enega in drugega. Jaz pravim, tisti, ki lahko kupi. Pri Hrvatih je to tako, s tem so oni, ko jim država jim vrne polovico prometnega davka, to je kar nekaj, s tem si opremijo stanovanja, tega kupijo. Pa tudi mislim, da imajo še pri kreditih neke ugodnosti. Oni so šli večplastno, Hrvatje so šli večplastno v reševanje stanovanjske problematike. Mislim pa, da bo tudi Evropa, bo zdaj že v obstoječi finančni perspektivi, je zdaj plan, da se za 26 precej sredstev iz kohezije, ki ni bila porabljena, preusmeri v javna najemna stanovanja. Jaz si upam reči, da bo denarja dovolj, ne glede na to, kaj bo naša domača politika, ampak bo evropskega denarja dovolj. Bo evropskega denarja dovolj, če boš imel pripravljene projekte. To je pa ključno. Če projektov nimaš, ne moreš to. Če se danes spomniš, si prepozen. Ker v 2 letih bo že, ko ti prideš od tega, ko si skupil zemljišče, pa si pripeljal do gradbenega dovoljenja, se bo že neka tudi evropska politika se zna spremeniti. Če se malo dotakneva še tehnologije, kako lahko tehnologija kot taka pomaga k reševanju tega problema? Zdaj, stanovanjski sklad danes deluje predvsem s tako imenovanimi klasičnimi gradbenimi prijemi, a se uporablja ali pa uveljavlja vedno več koncepti modularnosti, prefabrikacije, digitalizacije ali pa celo zelo futuristično umetne inteligence. Ja, dejstvo je, da bi tega morali biti mnogo več. Da je v 70 letih so se gradile soseske, kjer je šlo predvsem so izhajale iz urbanističnih natečajev, močne, to so soseske par tisoč stanovanj. Tam so šli v neke dejansko takrat prvič v neke prefabricirane, delno prefabricirane, delno zelo, tipizirane gradnje, ki so tudi omogočale cenovno večjo dostopnost, oziroma so bile bistveno cenejše, predvsem so bile gradbene firme sposobne izvesti take soseske. Se pravi, za nekaj 100,000 stanovanj, ki danes praktično lahko samo sanjamo. In mi smo v tej situaciji, ko vemo, jaz sem bil naiven, ko sem prvič prišel, ko smo začeli na skladu s projektom Brdo, sem rekel, na Brdu 500 stanovanj, to bomo pa zelo lahko ceno na enoto znižali.
se zelo zmotil, ker 5 se jih je v konzorcij prijavilo, 5 firm gradbenih in konzorcij pomeni, da je vse skupaj bilo še 10% dražje. Še za usklajevanje med njimi šlo 10%, pa za preko mrtev tek, pa denar je šel v zrak, ker so bili slabo organizirani. Mislim, mene je bolelo, ker sem jih gledal, kako so se spravili zraven. Ampak smo to, pač davek je bil, mi nismo dobili drugega izvajalca kot nek konzorcij, ki je pač postavljal svoje pogoje. No, zdaj mi smo temu šli nasproti z digitalizacijo. BIM tehnologijo v vseh lastnih projektih že 5 let uporabljamo BIM tehnologijo. Potem imamo tudi gradbenike, bolj na silo jih, da morajo najemajo razne pomoči, zraven BIM konzultante in tako naprej. Tudi, ker za nas je važno, da dobimo PIDE projekte izvedenih del v BIM tehnologiji, da gre to tudi v fazo upravljanja. Se pravi, tam ne bi se začeli resni prihranki. Če pri projektu daš procent več, daš za to, da se uporabi BIM, med samo gradnjo, mislim, da ni bistvene razlike med gradbenimi izvajalci, ali ima BIM ali nima, to že oni med sabo pol nekako rešijo. V upravljanju da je pa 50 let dobival nazaj. In to je naš cilj. Seveda, eno je BIM, ki ga pač načrtno uveljavljamo, zato smo med covidom tekli na polno, ni bilo nobenih prekinitev in praktično vsi naši projekti so vedno v rokih in tudi finančno, z minimalnimi, se pravi, mogoče 1-2% podražitev oziroma dodatnih del, kar pomeni, da so zadeve zaradi BIM-a časovno in pa finančno zelo, zelo dobro kontrolirane, kar je seveda tudi cenijo banke. Zato oni cenijo naše projekte, ker je vse tudi kakovost na koncu perfektno. Hkrati tipizacija. Tipizacijo poskušamo v največji meri, čeprav je zaradi prostorskih zahtev zelo težko. Vedno imaš neko specifiko. Na posameznem projektu je cel kup enih omejitev, ki onemogočajo tipizacijo. Ampak jo uspemo, kolikor jo le uspemo. Recimo pod Pekarsko v Mariboru smo izjemno tipizirali, tudi v Novem mestu zdaj smo imeli projekt, smo ga tipizirali. Potem je pa prefabrikacija. Se pravi, kopalnice so prefabricirane, vse, teh na stotine, že 2000 kopalnic, po moje vari so jih noter. Potem imamo vsi balkoni, so tipizirani, so prefabricirani, stopnice, potem so vertikalni jaški, če je le možno, če imaš to parkirišče podzemno, potem da so ti razvodi po parkirišču in po vertikalnih jaških navzgor, vse to lepo zadeve, seveda, mora biti vse usklajeno. To pomeni, da mora projekt definitivno ne sme iti tako navzkriž. Se pravi, inštalacije, vertikalni jašek, in to moram reči, da nam uspeva v največji meri, s tem, predvsem z digitalizacijo, tipizacijo in prefabrikacijo, mi uspevamo znotraj tega. Ker se pa tehnologije, to je pa na gradbenikih. Gradbeniki pa načeloma ne vlagajo v nove tehnologije, veliko ne. Celo govorijo, da pač ni med cenejš kopalnice delati vse, kot pa tipske. Kar je nelogično. Torej, oni računajo, da mora verjetno Varisovo kopalnico vnaprej plačati, onega izvajalca pa plača enkrat, ko ga plača, keramičarja, inštalaterja. Za nas je pa seveda bistveno boljše imeti tipizirane, prefabricirane, ker točno veš, kje je kakšen element, kje se ga zamenja. Tisti, ki delajo pa sproti na roko, obrtniki, pa ne veš, en je tako naredil, drug je tako naredil. Nikoli ne veš, kaj je dejansko v inštalacijah noter. In da slučajno kje niso kaj pustili pa zamašili. A je vaša izkušnja, da je ta prefabrikacija, da ima prednosti samo v procesu, ali ste dejansko izračunali, da je neka prednost tudi v času in morda celo v denarju? Kakšne so te prednosti? Ja, dejansko smo v tem sigurnost prefabrikacije dosežemo, da so zadeve zgrajene v rokih. Ker roki pri nas so pomembni, tako praktično vse je v rokih. Mi bolj ne, zdaj, da bi kakšne mislim, ja, si upam reči, v Mariboru smo z vsemi tremi, tako z digitalizacijo, tipizacijo in prefabrikacijo, smo uspeli spraviti
kljub temu, da je P+2, ker je popolnoma neugodno za privatnega investitorja, vsak bo bežal stran od tega projekta. P+2 je najbolj neugoden za nizka, ampak smo vse dosegli ceno na kvadratni meter, ki je daleč najbolj ugodna, tam okrog 1700 evrov na kvadratni meter, skupaj z zemljišči komunalo, vse s tem, da je to urejena, soseska, z vso infrastrukturo, s parki, ni to samo nek blok, brez vse te. Res, to je neka dodana vrednost v okolju, not imaš vrtec, imamo oskrbovana stanovanja, imamo skupnost s posebnimi potrebami, ki tam živi sožitje, pol imamo dnevni center aktivnosti starejših, cel kup enih takih dodatnih aktivnosti, nekaj trgovin, ki smo jih pač tam noter v to sosesko vklopili, in kljub temu je cena kvadratnega metra stanovanja sorazmerno ugodna. Tako da se, ni pa vedno tako, se pravi, ali zahtevna gradnja, v Kopru smo imeli hrib, pa pilotiranje, tle na Brdu tudi ni bilo enostavno, je bila tudi sorazmerno, treba ščititi cesto in tako naprej, z zagatnicami, s temi, in je v bistvu pol metra na koncu pikirati, ni noben pričakoval. Tudi vila bloki, ki jih je v bistvu urbanizem postavil, niso ugodni, vila bloki so za prodajo super, za nas manj, mi bi imeli v osnovi obojestranske lamele, zdaj en projekt v Velenju, se dogovarjamo z občino, se pravi 5 blokov po 40 stanovanj, enostavno lamele obojestranske, že zdaj lahko rečem, da bo to zelo racionalen projekt. Mislim, lahko rečeš, da je dolgočasen, ampak je pa definitivno funkcionalen in za namen javno-najemnih stanovanj primeren. Tudi v Celju imamo isto, imamo zelo enostavne bloke, kar tudi daje pol tisto na koncu. Pa recimo po možnosti se tudi znebiti, v Celju smo uspeli, ker je tudi močvirna teren, da imamo brez podzemnih parkirišč, vse parkirišča so zgoraj, lepo z drevesi, pač ta zadeva, smo nekako uspeli med te bloke spraviti parkirišča, čisto lepo. Zdaj, kaj bolj okolju prijazno, ali to, da zgradiš garažo, ki bo čez 10 let prazna, ker se bodo vsi v bistvu najemali avtomobile, ali pa da imaš še en čas zunaj sparkirane avtomobile. Dobro vprašanje. Ja, jaz nisem prepričan, da je pametno graditi podzemne prostore, ki bojo prazni dolgoročno. Mislim, definitivno se bo to moralo spremeniti. Prej si omenil, da določeni izvajalci se opirajo novim tehnološkim rešitvam. Ali lahko se opirajo, ne vlagajo. Ali lahko vi kot naročnik skozi naročilo njih v pozitivnem smislu sicer prisilite na to modernizacijo? Ali je taka vaša moč sploh v vaših rokah ali ne? Ja, oni pravijo, da če jim zagotoviš za 10 let kontinuiranega posla, bodo vlagali, če ne pa ne bodo vlagali. To se pravi, načeloma lahko mi s tem, da zdaj s tem zakonom o financiranju, ki pa seveda lahko v vsakem trenutku pade, imajo neko osnovo, da bi vlagali več, nisem pa prepričan, da bojo. Oni so malo skeptični, ali bo to trajalo, ali ne bo trajalo. In trenutno pač ni nekaj, že pred prejšnjo krizo gradbeništva je bila ključna napaka, takrat je bila privatizacija tista, ki je zaposlovala gradbene firme, niso se ukvarjali so kupovali sicer dosti mehanizacije, niso pa vlagali v razvoj po nove tehnologije. In mislim, da je zdaj podobna situacija. Zdaj pa niti v mehanizacijo ne vlagajo, niti v delavce ne vlagajo, bolj čakajo, špekulirajo. To za razvoj gradbeništva ni dobro. Ok, za zaključek, morda tukaj imam en zanimiv podatek, kar se tiče naših mladih, da je povprečna starost ob odselitvi kar 29,1 leto. Doma pri starših živi preko 60% mladih med 18 in 40 letom. In ne bi en izmed razlogov biti tudi dostopnost stanovanj, visokih najemnine. Kakšne konkretne možnosti imajo te mladi, pa kaj jim lahko stanovanjski sklad pomaga?
Ja, mi imamo recimo pilotni projekt za mlade Gerbičeva med 18 in 29 let. Noter imamo vse mogoče od takih, ki še študirajo, do takih, ki iščejo zaposlitev ali pa so samozaposleni, pa imajo tam ogromno prostora tudi lahko za coworking, vse imajo tam, ne. To je pač piloten projekt, ne, tam je za 170 mladih, seveda to ni dovolj, ne. Še več takih bi bilo smiselno narediti. Jaz se zavzemam, da bi, in tudi imamo na projektih, kot je recimo manjših projektih v Mirni, pa recimo zdaj v Novem mestu, imamo po 2 blokca, en blok je oskrbovana stanovanja, eden pa za mlade družine, ne. Tudi se pogovarjamo, da bi v Novi Gorici, ki je za 100 oskrbovanih stanovanj, da bi šli tudi pol. Ampak to pomeni mlade družine za prvo stanovanje, ne. In tudi ne za nedoločen čas, ne. Ker v bistvu to so vse zemljišča, kjer je za neko družbeno dejavnost, ki ni v osnovi stanovanjska, ne. Ali je to nekje v bližini dijaškega doma, študentskega doma, tako kot imamo na Gerbičevi, to je naš pilot. No, in zelo podobno se pogovarjamo v Domžalah, ne, da bi tudi zamenjali naš projekt, naše zemljišče za zemljišče, kjer naj bi bil dom, pa zdaj doma ne bo, in bi namesto doma naredili to kombinacijo. Meni se zdi ta kombinacija oskrbovanih stanovanj, starejši pa mlade družine, ne, ta dva nasprotna pola, kot nek multipraktik, ker bi v bistvu starejšim, ne, bi omogočili, da grejo v oskrbovano stanovanje in svoje domače sprostijo, ne, za svoje potomce. Hkrati pa tistim mladim, ki nimajo možnosti, da jim družina pomaga, ne, pa dati možnost prvega stanovanja in jih na nek način v prvo. Kasneje, ne, pa ali bojo šli v nakup, ne, svojega ali pač v nek tržni najem, ne. Se pravi, za neko obdobje, ne vem, a je to zdaj do 35-40 let, ne, in pomagaš s tem, da v nadaljevanju bi morali oni biti sami sposobni to. In Slovenija je tako bogata država in ta gospodarstvo bi mogli dati toliko visoke plače, da bi, kdor je tule že eno generacijo v Sloveniji, bi mogel si sam to zagotoviti. Druga stvar so pa, ne, priseljenci, ki jih rabiš zaradi tega, ker pač ni delovne sile in tako naprej. Pretežno za te tudi Avstrijci pa Nemci gradijo ta stanovanja, ne. Mi to napačno razmišljamo, da to gradijo za tiste, ne, ki so že 2 generacije v Nemčiji. Tisti imajo toliko dobre plače, da lahko to si privoščijo, ne. Za priseljence pa prvič, ne, pride vse na novo in z nič začne, ne, in za te pa treba pomagati, ne. Tako da verjetno bo to treba dolgoročno gledati. Kako bomo zagotovili delovno silo in kako bomo to delovno silo na nek način stanovanjsko, ne, poservisirali, ne. Dobro, ugotovila sva, da je problem res večplasten. Imamo probleme v družbi, kot je stanovanjski problem, trajnost, imamo probleme v gradbeništvu, kot je delovna sila, digitalizacija, dodana vrednost in tako. Tako da hvala za ta intervju. Jaz želim, da še naprej sklad dela tako uspešno in pomaga pravzaprav te probleme, ki sem jih naštel, nekako reševati, vsaj prispevati k reševanju, zato da bomo imeli kje živeti. Ja, se pravi, upam, da bomo lahko nadaljevali s to zgodbo in da bojo vsi skupaj, mislim, ker dejansko sklad dela večplastno, kar je bilo očitno, ne, ker tudi to je bil namen moj, da nekako v tem razgovoru povem, ne, da ne delamo samo stanovanj, da pomagamo lokalnim skupnostim, da poskušamo prepričati politiko, ne, da ne delajo neumnosti in tako naprej, ne, in da seveda predvsem mladim, ne, bi jaz rekel, morajo dobiti, seveda morajo malo hitreje študirati, ne, čim hitreje priti v službo, dobiti normalne plače, ne. Mislim, dovolj dobro plačani biti, da lahko začnejo živeti od svojega dela, ne. Ker po moje bi mogel biti cilj v Sloveniji, da živiš od svojega dela. In ne od subvencij. Tako. Čert, hvala za razgovor, drugače pa srečo naprej. Ja, hvala tebi. Evo.